Muzikanti, dragi moji ljubljeni bratje in sestre, ljubljen tim in ljubljeni študentje, zelo srčno vam dajem dobrodošlico. Pozdravljam. Danes je zaključek leta za študente. Želim pa tudi pri tej točki pozdraviti tudi vse naše poslušalce. Lahko si predstavljam, da je Klaus Reinprecht svojo družino tudi posluša in še posebej lepo srčno vas pozdravljam. In iz vsega srca vam želimo od nas vseh blagoslovljeno soboto. Brez Klausa ta center ne bi obstajal. On je vse to financiral. Kakšen blagoslov. Zelo sem hvaležen in srečen nad vsemi našimi študenti, predvsem nad tistimi, ki so se zelo dobro naučili nemško v tem šolskem letu. Zelo dobro. Veliko različnih narodov je tukaj. Avstrija, Nemčija, ampak tudi drugi. Poljska, Skeše, Mađarska, Češka. Vsekakor dobrodošli, srčno dobrodošli. Danes večer imamo posebno temo, katero bi z vami rad obdelal. Zelo veliko sem razmišljal in molil, ko sem spoznal, ko so me vprašali, če bi imel duhovne misli pri graduation, in sem rekel, jaz z veseljem to sprejmem. In v tem času sem imel nekaj čudovitih izkušenj. Ena izkušnja prejšnjega torka, kjer smo imeli eno manjšo skupščino v Klagenfurtu in smo predstavili nekaj novih krščencev, ker smo 30. decembra imamo krst in 6 ljudi se bo krstilo, ki resnično želijo svoje stare življenje pustiti za sabo in z novim letom začeti popolnoma novo življenje z Jezusom. In tudi en par je med njimi. Mož je bil vicepredsednik višje glasbene šole v Klagenfurtu. Jaz živim samo 20 minut od Klagenfurta stran. Njegova žena je tudi učiteljica za klavir, ona pa, oziroma on je učitelj za klavir, ona pa za prečno flavto. In že mnogo let iščeta na pravo versko skupnostjo, kjer bi se dobro počutila. In nič nista našla. Bila sta v različnih cerkvah in skupnostih in preprosto nista nič najdla. Da bi rekla, to je to, tukaj spadava, tukaj se resnično počutiva dobro. In potem se jima je zgodilo to. Nekaj študentov, glasbenih študentov za klavir, violino in prečno flavto in blokflavta so jima zelo padli v oči in vedno isti učenci, vedno znova, ki so bili popolnoma drugačni kot vsi ostali študentje. Sta jih opazovala in sta rekla, kakšni ljudje so to? Potem sta prišla v kontakt s starši teh študentov in sta spoznala, da tudi starši so zelo prijazni. Zelo posebno prijazni. In kakšni posebni ljudje so to? Kdo so to? In nekega dne je šlo za neko tekmovanje, glasbeno tekmovanje. In to je bilo na soboto. In te starši so z otroci skupaj rekli, da če pa je to na soboto, potem pa mi ne moramo sodelovati. Kako? Zakaj? Mi smo adventisti 7. dne in mi se držimo po Božji besedi in zato posvečujemo Božji dan počitka, soboto, in zato se ne udeležujemo tega in gremo v bogoslužje.
Kako ste lahko čudni, ne? Je rekel direktor. In vedno si je mislil, kako je to mogoče, da tako mladi muzikanti, da imajo taka načela, za katere tudi stojijo. In tudi so vestni do njih. Jih držijo. In čez nekaj časa so opazili, da je novi vicedirektor tudi adventist. On je tega moža predlagal za naslednika. On je šel v penzijo in njega predlagal. Najboljšega organista in igralca klavirja, da bi on postal vicedirektor. Če skrajšam zgodbo, potem je nekega dne tega vicedirektorja vprašal, a lahko pridemo kdaj v tvojo cerkev k tebi? Ja, seveda, lahko. In sta prišla in sta bila tako srčno pozdravljena. Od začetka sta se tako dobro počutila in sta rekla, da je to ta prostor. Nista več vedela kot v soboti, ampak samo to, da ljudje, ki se držijo Biblije in celo življenje se usklajuje s tem, kar sta si ona dva predstavljala med vernimi ljudmi, za verne ljudi. In sedaj, potem sta začela proučevati Sveto pismo z tem novim vicedirektorjem, z Jakob Kruhmanom, in on jo je popolnoma pripravil za krst. In 30. decembra bodo sklenili zavezo z Jezusom s krstom. Tako da se veselijo neverjetno. Neverjeten blagoslov. Ta izkušnja je mene inspirirala, da bi z vami razmišljal o tem, kaj je tako posebnega na tej soboti. Kaj je tako posebnega na tem posebnem Božjem dnevu počitka? Prosim vas, če imate Biblijo, odprite prvo Mojzesovo prvo poglavje. In mimo grede, bili so že nekajkrat pri nas, sta bila, in prejšnjo nedeljo me je poklical in rekel, Franc, tako škoda je, da je ta sobota že mimo. V nedeljo dopoldne sem rekel, je rekel, da hrepeni po tem druženju z vami vsemi. Prvo Mojzesova drugo poglavje. Od 1 do 2. Torej, če beremo stvaritev, potem opazimo, da je Bog vsak dan nekaj drugega ustvaril. Celo eno izmed 10 zapovedi je omenil. Odprite drugo Mojzesovo 20. poglavje. Druga Mojzesova 20. Tam piše, das? Geht nicht? Ne gre? Ah, doch. Bo. Super. 2. Mose, Kapitel 20. Druga Mojzesova 20, tam piše, od 8. Spominjaj se sobotnega dne, da ga posvečuješ. 6 dni boš delal in opravljal ves posel svoj. Ali 7. dan je čas počitka Gospodu, Bogu tvojemu. V njem ne opravljal nobenega dela, ne ti, ne sin tvoj, ne hči, ne hlapec tvoj, ne dekla tvoje, ne živina tvoje, niti tujec, ki je v vratih tvojih. Zakaj v 6 dneh je ustvaril Gospod nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih. In 7. dan je počival. Zato je blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.
Zelo jasno. To je najdaljša zapoved izmed vseh 10. Bog, stvarnik neba in zemlje, ima v središču zapovedi. V 2. Mojzesovi 31, 2. Mojzesova 31, pa piše: In Gospod je govoril Mojzesu rekoč: Ti pa govori sinom Izraelovim in reci: Sobote moje res spoštujte, ker znamenje so med menoj in med vami in prihodnjih rodovih vaših, da veste, da sem jaz Gospod, ki vas posvečujem. Da sem jaz Gospod, ki vas posvečujem. To pomeni, da nas dela svete in nas loči za svet namen. Bog nas posvečuje. Ta beseda posvečevanje pomeni, da nas vedno bolj spreminja in dela podobne Kristusu. Da smo mu vedno bolj podobni. Tako da bomo sploh lahko bili primerni za nebesa. To je Božji načrt. Še nekaj pomembnega piše. 2. Mojzesova 31, 16 do 17, da je sobota večno znamenje med človekom in Bogom. In sicer 2. Mojzesova 31, 17. vrstica. Znamenje je to med menoj. Oziroma 16. Zato naj ohranijo sinovi Izraelovi soboto, da praznujejo počitek po prihodnjih rodovih svojih kot večno zavezo. Znamenje je to med menoj in med sinovi Izraelovimi na veke. Zakaj v 6 dneh je naredil Gospod nebo in zemljo, 7. dan pa je počival in se poživil. Večno znamenje med menoj in vami. V Razodetju pa, v 7. poglavju, če beremo Razodetje v 7. poglavju ali v 14. poglavju, potem se tam govori o pečatenju. Kaj to pomeni? Preden bo Jezus spet prišel, bo njegove otroke zapečatil. In tako bodo nedotakljivi za Satana. Jezusu bodo, njegovi bodo zavedno in nikoli več se ne bodo pogubili. In Biblija govori o dveh različnih dogodkih, ki se bosta zgodila tik pred Jezusovim prihodom. Eno bo znamenje zveri, ki se bo to postavilo, in pečat živega Boga. In sobota je pečat živega Boga. To znamenje zveri, morda ste se še kdaj razmišljali o tem, to, kar danes v medijih propagirajo glede tega znamenja zveri, da potrebujemo recimo klimatsko nedeljo. Vse po svetu. Kaj? Klimatsko nedeljo? Biblija pa pravi, da mi potrebujemo božanski dan počitka, soboto. In ponoven odnos do stvarnika. Tesno zvezo s stvarnikom. Mi smo se daleč odvrnili od Boga v tem svetu tega kaosa. Bog nas kliče, poziva, da se vrnemo nazaj k Bogu, nazaj k stvarniku, nazaj k temu, ki je naše življenje lahko naredi popolno, ki naše življenje lahko spet spravi v harmonijo z Bogom in s človekom, v harmonijo z vsem. Odvija se veliki boj. Biblija to opisuje, da bo zadnji veliki boj se točno tam dogajal med znamenjem živega Boga, njegovim semenom in znamenjem zveri. V Razodetje 13. poglavju in 14. poglavju
Bog podaja resno opozorilo pred znamenjem zveri, da tega ne sprejmemo, ne priklonite se temu. Ostanite zvesti Bogu. Ostanite zvesti Bogu. Kaj torej je pečat? V starih časih so vladarji imeli zelo poseben pečat. Torej, če so poslali pismo drugemu gospodarju, so ta pismo zapečatili. In na temu pečatu je pisalo ime vladarja, njegovo področje vladanja in njegova titula. Torej, recimo Nebukadnezar, kralj Babilona. Kralj Babilona. In ta pečat, s tem pečatom je pismo bilo zapečateno in tekač je s tem pismom šel točno tja, kamor je moral. In je tako predal s tem pečatom pri drugem vladarju. In ta pečat se ni smel poškodovati. Če se je pečat poškodoval, je to pomenila njegova smrt. Torej, bik je vzel to prispodobo in je rekel, točno tako bo Bog na koncu svoje ljudstvo, svoje otroke, ki so mu zvesti, zapečatil. In tako bodo nedotakljivi za Satana. Nobena moč sveta jih ne bo več ločila od Boga. Oni bodo vstopili v nebeško kraljestvo. Poglejte točno, kje to najdemo. V sobotni zapovedi pečat. Se pravi, te načela oziroma lastnosti pečata. Še enkrat, 2. Mojzesova 20, v 4. zapovedi piše, spominjaj se sobotnega dne, da ga posvečuješ. 6 dni boš delal in opravljal ves posel svoj. Ali 7. dan je čas počitka Gospodu Bogu tvojemu. V njem ne opravljaj nobenega dela. Ne ti, ne sin tvoj, ne hči tvoj, ne klapec tvoj, ne dekla tvoje, ne živina tvoja, niti tujec, ki je v vratih tvojih. Zakaj v 6 dneh je ustvaril Gospod nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih. Torej, kje najdemo te 3 lastnosti pečata? Kako je ime vladarju v tej sobotni zapovedi? Jahve Elohim, Gospod, tvoj Bog. Druga stvar, kje je njegovo področje vladavine? On je ustvaril nebesa in zemljo, vse, cel univerzum. To ni nastalo po slučaju, po poku ali pa. On je to ustvaril, nebesa in zemljo. To vse je on vladar tega. In tudi sedaj je Bog tukaj med nami prisoten. In tretja lastnost, njegov naziv. Kaj je njegov naziv? Kje najdemo naziv? V 4. zapovedi. V 6 dneh je Bog ustvaril nebo in zemljo. Torej, kaj to pomeni? On je ustvaril je. On je kaj? Stvarnik. To je njegov naziv. Ne kar ena številka. On je stvarnik. V prvem angelskem sporočilu pravi Bog, da angel leti sredi po nebu in ima večni evangelij, ki ga oznanja svetu, vsem ljudem na tej zemlji. In govori z glasnim glasom. Bojte se Boga in dajte mu slavo, čast. To je Razodetje 14. Isto kot v sobotni zapovedi. Dajte mu slavo, kajti prišla je ura njegove sodbe. In molite njega, ki je razvil, tistega, ki je ustvaril, tistega, ki je ustvaril nebo in zemljo in morja in vse izvorke voda.
vse. Sedaj bi vas pa rad nekaj praktičnih napotkov vam podal. Kako zate osebno lahko postane sobota največji blagoslov za tvoje osebno življenje in za tvojo družino. In to sporočilo lahko ti deliš naprej. Ko lahko poveš, kaj je v bistvu sobota postala za tebe, kakšen blagoslov je sobota v tvojem osebnem življenju in tudi v tvoji družini. Torej, naj vas vprašam, kje je blagoslov? Blagoslov se najde samo tam, kjer soboto resnično posvečujemo. In posvečevati pomeni imeti ločeno za sveto rabo. Kaj to pomeni? Posvečevati, kaj pomeni posvečevati soboto? Bog je rekel v sobotni zapovedi, da se naj spominjamo. To pomeni, načrtuj, ne pozabi. V angleškem to pomeni, tam piše, remember the Sabbath day and keep it holy. Spominjaj se na sobotni dan in posvečuj ga. V francoškem piše še lepše. Souviens-toi du jour de le pot pour de sanctifier. Spominjaj se dneva počitka, da bi ga posvečeval. Ne pozabi. To pomeni z drugimi besedami, kdaj naj bi pričeli z načrtovanjem za soboto? Petek tik pred koncem dneva, ko gre sonce dol. Biblija govori o temu, da se dan začne z sončnim zahodom, ne po polnoči, ampak po Božjem načrtu s sončnim zahodom. In to traja od sončnega zahoda do sončnega zahoda. To pomeni, in sedaj nekaj čisto praktičnih nasvetov. Te nasveti vedno podajam tudi na New Start kurah tukaj, ko pridejo ljudje na New Start, ko doživijo soboto tukaj. Če soboto pričneš in ko je sobote konec in se prične nov teden, v nedeljo se usedeš z družino in načrtuj teden. Tudi sam zase. Načrtuj celoten teden. In najpomembnejše stvari, delo, najpomembnejše reči, jih zaključi do četrtka, tako da boš v petek imel sam še najnujnejše stvari. In potem boš prišel v sobotni počitek. In približno 1 uro pred začetkem sobote vklopi prijetno sobotno glasbo in počasi boš prišel do počitka. Potem se slečeš svoje delovno oblačila, se stoširaš, očisti se, tako je Bog rekel Božjemu ljudstvu, naj se umijejo, medtem ko je Mojzes bil na gori in dal 10 zapovedi, ko je z glasnim glasom govoril, jim rekel, naj se umijejo, ker so bili v puščavi. In točno ta princip je isto za nas, da se očistimo, se oblečemo v sobotno obleko in potem pričnemo soboto in jo uživamo. Kako? Moja žena je delala, ko so bili še otroci doma, vedno nekaj posebnega spekla. Poseben kolač ali pa kakšne polnozrnate kruhke, nekaj posebnega. In otroci so točno vedeli, katera glasba je bila prava za soboto. Torej, otroci so že prepoznali to in so že sami vklopili glasbo in v tem momentu je nastala popolnoma drugačna atmosfera. In potem se lahko skupaj usedemo, skupaj jemo in imamo skupaj bogoslužje, skupaj pojemo in imamo bogoslužje, kaj preberemo. In kar je zelo pomembno in dragoceno, da razmišljamo o tem, zakaj smo Bogu lahko hvaležni, ko gledamo na
pretekli teden. Zakaj smo lahko Bogu hvaležni? In zakaj lahko Boga prosimo za odpuščanje? Tudi to je zelo pomembno. Tudi, da drug drugega prosimo za odpuščanje. Ne pridite v soboto soočanje z Bogom, brez da bi bili na čistem z Bogom, da bi njemu vse priznali in tudi med seboj, da si vse priznamo in vse odpustimo in vse grehe tudi med sabo priznamo. Potem lahko soboto v svetem združenju z Bogom lahko začnemo. Greste hitro tudi spat, če nisi daleč od cerkve in če tam molitvena in če imate še mlade otroke ali pa vleče otroke, potem pojdite na molitveno skupino. To je tako lepo in tega ne bom nikoli pozabil. Ko smo 1942. sem rojen v Klagenfurtu, sredi vojne, in vsi bogate družine z otroki so pobegnili. Tako smo bili 12 let nekje daleč stran v globokem grabnu in smo živeli v leseni baraki 12 let. In ko smo po 12 letih ponovno prišli nazaj v Klagenfurt in prišli v hišo mojih staršev, ker je bilo to vse zasedeno z ljudmi, ki so vse zgubili od vojne, od takrat naprej smo imeli vsak petek zvečer molitveno v cerkvi. In vsak petek, takrat sem bil še 14 let, smo vsak petek šli k molitveni in v soboto vsekakor k bogoslužji. In lahko vam rečem, to je tak blagoslov. Vsako soboto biti skupaj in doživeti to skupaj z Bogom. In potem, ko soboto zjutraj, torej zvečer greste zgodaj spat in soboto zjutraj pravočasno vstanete in tisti, ki prvi vstane, naj preprosto spet vklopi sobotno glasbo in takoj nastane popolnoma drugačna atmosfera. Glasba nas lahko zelo oglasi na soočanje z Bogom, na ta mir, počitek in harmonijo v družini. Zelo pomembno. In ko prideš v cerkev, pozdravite se med seboj. In potem se usedite čisto tiho na svoj prostor. In od koga pričakujete veliko? Od pridigarja? Da bo imel dobro pridigo? Od učitelja sobotne šole? Od koga pričakujemo najboljše? Od Boga. In to lahko si izprosimo od Boga. Če sediš na bogoslužju, si se usedel, ne glej okoli, kako so oblečeni ljudje, kako se obnašajo, kaj otroci delajo. Tiho bodi in se pogovarjaj z Bogom. In svoje misli usmeri popolnoma v nebesa. S celotno sliko usmeri svoje misli v veri in po mislih popolnoma na Boga. In ko si svoje misli usmeril na Boga in na Jezusa, potem ga prosi za Božji blagoslov, za celotno cerkev in za vsakega posameznika tukaj. In iskreno prosi, da nam Bog poda sporočilo, ki ga sedaj v tem času tudi danes zelo nujno potrebujemo. Verjamete, da Bog lahko usliši tako molitev? Probajte. Če še niste tega nikoli storili, naredite to. To bo vaše duhovno življenje zelo močno vplivalo na njega. Če boste tako vstopili v bogoslužje. Komu pripada sobota popoldne? Komu pripada sobota popoldne? To pripada družini. Potem pa pojte z otroki ven, v naravo in uživajte soboto. V naravi, ali pa če des, sneži, potem pač doma. Ampak zelo pomembno je, da smo v soboto
da soboto resnično pravilno oblikujemo. In če se to zgodi, potem dobite celoten blagoslov, ki ga je Bog položil na ta dan. Torej, kakšen blagoslov je to? Kakšen blagoslov je to? Zahvališ se vsak teden, duhovno, popolnoma se natankaš, kot nikoli med tednom. Če si resnično povezan z Bogom, v srcu in z mislimi in z Božjo besedo. Druga stvar, telesno se zahvaljuješ, se napolniš, ker imaš mir, ker si delo in vse pustil zadaj. Tretjič, natankaš se tudi duhovno popolnoma, ko vse skrbi tedna pustiš za sabo. V knjigi Pričevanja za cerkev, mislim, da je v prvi knjigi, piše lep artikel, kaj je pravo posvečevanje sobote. Gre za praktične primere, nasvete, kako pomembno je, da svoje misli popolnoma usmerimo na Boga in se znotraj vedno usmerjamo na Boga, ko vidimo, da malo oddriftamo, da se vedno skoncentriramo in usmerimo na Boga. Torej, tako lahko telesno se popolnoma napolnimo, duševno napolnimo in tudi duševno se popolnoma natankamo. Če pa soboto popovdne ali pa takoj po bogoslužju že razmišljaš, kako boš naprej delal, kaj boš gradil, kaj boš aparatu še popravil in vse možne reči, kar se tiče podjetja, potem je sobotni počitek in povezava z Bogom se prekine in veliko tega duhovnega življenja se izgubi. Še nekaj, pomembna točka. To pripomore tudi k temu, da je družina ostane duhovna, harmonična ostane. Kakšen blagoslov. Dragi moji, tukaj z New Start kurami učimo ljudi, kako se lahko priučijo zdrav življenjski slog in ta zdrav življenjski slog resnično lahko tudi uživajo v njem. Ampak obstaja še en aspekt in tega poskušamo tudi predati naprej prvo soboto, ko skupaj doživimo prvo soboto. In lahko vam rečem, vedno znova doživimo, kako ljudje pravijo, čudovito, tak počitek, tak mir na ta dan. Nobenega ne kontroliramo, kdo je sprejel soboto ali ne. Nekateri to rečejo, od sedaj naprej bom vedno to delal, soboto držal. Tudi zame bom začel posvečevati soboto in upam, da bo tudi družina sodelovala. Ampak najpomembnejše je, in to vam želim iz vsega srca. In dragi študentje, ne vem, kdaj nas boste zapustili, verjetno naslednji teden, nedeljo. Ja, pogrešali vas bomo. Nekateri pa vedno znova pridejo. Hvaležen sem, celo iz Nizozemske. Si prišla iz Nizozemske, ja? Iz Nemčije, iz Nemčije. Tole, srčno vabljeni, dobrodošli vsi, ki ste že bili tukaj kot študenti in ste prišli na obisk. Dragi moji, želim vam iz vsega srca Božji dragocen blagoslov, obilen blagoslov in razmišljajte o tem, kakšno čudovito sporočilo imamo, da ga oznanimo. V celem kontekstu troangelskega sporočila. Bog nas je zato poklical, da to čudovito sporočilo podamo celotnemu svetu in da celoten svet pripravimo za ponovni prihod Jezusa, ker kmalu prihaja dan, ko bo Jezus prišel
in boš prišel iskati vse svoje otroke. Veste, kateri dan bomo posvečevali v nebesih? Izaija 66 piše, da bomo od sobote do sobote prihajali skupaj, da bi Boga slavili in častili in ga molili. Predstavljajte si to sliko, ko bodo vsi angeli in vsi verni vseh časov, od Adama naprej, čez celotno zgodovino človeštva in vsa biblična stoletja, tisočletja, vsi pravi verni bili enotni in doživeli soboto in se zbrali pred Bogom, ga častili, ga slavili in mu peli hvalnice Bogu na slavo. Kakšen čudoviten zbor bo to, kakšno čudovito petje. Vsi. Biblija pravi, da so tudi drugi planeti, ki so naseljeni, ki niso padli v greh. Naš planet je edini, ki je padel v greh. To je omenjeno v priliki o eni izgubljeni ovci od 99, kjer se je ena izgubila in to toliko časa išče, dokler jo ne najde. To ni slika samo za izgubljeno ovco zemljo, ampak tudi za ljudi, za celoten svet. Želim vas spodbuditi, da usmerite svoje misli na večnost, na to, na kar naj bi s hrepenjenjem čakali. In usmerite svoje misli, ne usmerjajte jih na vse negativno, ki se vsak dan širi. Mi imamo sporočilo upanja in veselja in blagoslova. In to je, kar bi morali širiti. In če se srečamo z ljudmi, potem bi morali spoznati, kako ta družina, tako kot ta par, da so to neverjetni ljudje, ki so vedno prijazni, vedno ljubeči, tako sijoči in srečni. To je mogoče samo v živem odnosu z Jezusom. Želim vam to iz vsega srca in sedaj vam iz vsega srca želim blagoslovljeno soboto. In komorkoli sedaj mogoče, vas vabim, da skupaj pokleknemo in Bogu damo slavo in čast. Naš nebeški Oče, v Tvoji svetosti tukaj klečimo in molimo Te kot našega stvarnika in kot našega odrešenika. Oče, zahvaljujemo se Ti za čudovit dar Tvojega Sina. Zahvaljujemo se Ti, Jezus, za Tvoj neopisljivo daritev na Golgoti, ki si jo dal za našo odrešitev, da bi lahko enkrat za vekomaj bili pri Tebi. In zahvaljujemo se Ti iz vsega srca za soboto, ki nam jo podarjaš. In prosimo Te tudi sedaj za Tvoj poseben sobotni mir in blagoslov za vsakega izmed nas. In daj nam tudi to soboto, vse povsod, to sporočilo, ki jo vsak posameznik potrebuje. Prosimo Te tudi za poseben blagoslov za vse naše študente, ko nas bodo naslednji teden zapustili, in za celoten tim, ki ostane tukaj. Prosimo Te tudi za poseben blagoslov za vse, ki bodo ta vikend tukaj in bodo z nami poslušali ali pa preko Zooma. Te prosimo za nas vse, za Tvoj sobotni mir in sobotni blagoslov. Zato Te slavimo in častimo v Jezusovem imenu. Amen.